Dr. Milana Zvera poznamo od časov, ko ga je dr. Jože Pučnik izbral za svojega najtesnejšega sodelavca. Izbral zato, ker je v njem videl mladega, sposobnega in poštenega človeka, ki ima v sebi enake vrednote in deli z njim enake ideale, kot jih ima sam. Z Milanom sva sodelovala v prelomnih časih, ko smo gradili samostojno in demokratično Slovenijo in kasneje, ko smo jo povezovali v evropski prostor večje varnosti in blaginje. Danes sodelujeva pri iskanju poti iz krize in pri prenašanju dobrih evropskih praks v naš prostor. V predsedniški tekmi, sicer v vlogi samooklicanih favoritov, danes nastopajo nekateri, ki so svoje priložnosti že imeli in jih tudi zapravili. Globoka kriza, v kateri smo, je v dobršni meri prav posledica njihove nesposobnosti in njihovega zagovarjanja dvojnih meril. Zato so del problema in ne del rešitve. Slovenija je danes tudi zaradi njih ponovno v težki situaciji. A tako kot pred 2 desetletjema, tudi sedaj poznamo rešitve in pot do njih. In sedaj je čas, ko moramo stopiti skupaj in jih skupaj uveljaviti. Zato so letošnje predsedniške volitve tako pomembne. Slovenija potrebuje predsednika, ki nas ne bo delil na prvo in drugorazredne. Slovenija si v vlogi predsednika republike končno zasluži državnika, ki na prvo mesto postavlja blaginjo vseh in ki je sposoben varovati tudi interese prihodnjih generacij. Državnika, za katerega trpljenje državljanov ni drugorazredna tema. Državnika, ki mu je mar za druge in ki ga skrbi usoda lastne domovine. Potrebujemo predsednika, ki čuti z nami in vidi dlje. Potrebujemo predsednika, ki bo v zahtevnih časih znal povezati ljudi za prihodnost. Da bi najboljše, kar kot narod premoremo, lahko posvetili premagovanju krize in ponovni vrnitvi na pot blaginje. Spoštovani, prav vsak izmed nas lahko na volitvah za predsednika republike 11. novembra naredi pomemben korak v tej smeri. Udeležimo se volitev in podprimo dr. Milana Zvera.